Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V mestu Jekla in Narcis se ponašajo z dolgoletno sejemsko tradicijo. Prvi Jožefov sejem so pripravili že daljnega leta 1920. Naj povem, da dobro izbira, dober obisk, tako da sem prepričan, tudi vreme nam služi, da bodo vsi skupaj zadovoljni. In tisti, ki iščejo, in tisti, ki prodajajo. In to je pač naš namen. Sejem je vrsto let potekal na Čufarjevem trgu na Jesenicah, od leta 2012 pa ga prirejajo na pokriti tržnici na Stari Savi. Na tem mestu je letos 39 stojnic, 39 razstavljalcev, nekako po ustaljenih tirnicah, na ustaljeni lokaciji. Večina stvari poteka podobno kot lansko leto, tako da kot organizatorji smo s sejmom, z organizacijo, z udeležbo zadovoljni. Zanimanje razstavljavcev za prodajo na Jožefovem sejmu raste, njihova ponudba pa je vsako leto malce drugačna. V bistvu imam vsak let malo večjo ponudbo. V začetku, ko smo bili še gor pri vaši dvorani, takrat sem imela samo te zeliščne kreme. Zdaj se mi je pa ponudba malo povečala, tako da poleg teh krem imam potem tudi nekaj tekstila, namizne prte, veliko izbiro tehle kapic otroških, bombažnih, zdajle sploh za prehod. Tudi za čez poletje, ampak pač zdajle, ko je takle čas, imam zdajle za spomlad. Malo čas je popravilo čevljo in ni več se išlo. In sem mogel začeti delati te usnjene copate s filcem, ja, da sem se preživel. Ja. Kakšne copate izdelujete? Izdelujem iz naravnih materialov, usnjene, filc podloga in spodaj pa guma, da ne drsijo. Ja. Imate obutev za moške, ženske? Obutev ženske, moške, otroške balerinke. Med razstavljavci, ki ne manjkajo na nobenem Jožefovem sejmu, so tudi obrtniki iz Ribnice. Nekje 2/3 razstavljalcev je sigurno tistih stalnih, ki prihajajo že vrsto let, ki imajo tudi večje razstavne prostore, tako kot Ribničani. Kakšna tretjina pa je letos novih, želimo dati poudarek na kakšne ekološke izdelke domače obrti in podobno, tako da se trudimo kot organizatorji in menimo, da nam je kar dobro uspelo.